Ja, prav prijeten popoldanski pozdrav tudi iz komentatorske kabine na koprski Bonifiki. Drage prijateljice in prijatelji nogometa, dobrodošli v družbo prve lige Telemach. Nekdanja slovenska državna prvaka se bosta čez nekaj minut soočila v predzadnji tekmi 24. kroga. Trenutno tretji uvrščeni Koper je svoj edini naslov osvojil leta 2010, medtem ko je Mura, prvakinja iz leta 2021, v tem trenutku na predzadnjem mestu ligaške tabele. Koprčani so na zadnjih dveh tekmah igrali neodločeno, klicano akcijo, kajti to je podaja Josipa Iličiča iz kota. Priložnost bo to za Hartherca, ki strelja toda prek vrat Florjan Iličič. Rimac in Tomek, krasno, Ruedel, gol in Koper vodi z 1-0. Andraž Ruedel ob koncu 30. minute. Nadaljuje se strelski pohod Andraža Ruedla tudi na tekmi z Muro. To je že njegov 7. gol v tem prvenstvu. Vidite, 14 tekem, torej na vsaki drugi zadene Andraž Ruedel, najboljši strelec Kopra v trenutni zasedbi. Akcija pa je bila zelo lepo, natančno izvedena. Iličič jo je začel, potem Rimac in Tomek, ki je vknjižil asistenco. Ruedel pa strelom proti oddaljeni vratnici. Boben proti Korošcu, ki se je odločil za takojšen strel. Bez pravih priložnosti v drugem polčasu. Ta je prva pravzaprav za Koper. Iličič prek živega zidu in tik nad vratnico je žoga tudi prečkala. Tušič sta bila trenerja, kot sem omenil že v prvem delu. No, potem pa 7. novembra lani zmaga Mure doma s 3-2. Vse 3 gole je dosegel Dario Vizinger. Iličič z 11 metrov, in Rimac pa sta bila strelca za Koper, ki je zdaj povišal prednost. In Andraž Ruedel je spet strelec. V 58. minuti z neposredne bližine z glavo Andraž Ruedel že 8. je strelec v tem prvenstvu. Ostaja 1-0. Odeji je podal Andraž Ruedel. Ne vem, če je bil v ofsajdu, ali je morda z roko zadev, ali je storil prekršek v napadu. Kakorkoli, gol je razveljavljen. Še enkrat Flis, tokrat do Petroviča, ki pošilja predložek pred vrata in tam je malo zamujal Kurtovič. Iličič, Longonda zdaj beži. Murini obrambi, Longonda za 2-0. V 78. minuti so domači podvojili prednost. Jean-Pierre Longonda zadetkom na drugi zaporedni tekmi je Koper približal pomembnim 3 točkam. Drugi gol v tej sezoni za Longondaja, ki je torej vse bolj izpostavljen tudi v napadu pri Kopru. Tu je bil neulovljiv za Murino obrambo. Tudi Dermastja ni preprečil njegovega zadetka. In Koper je na poti proti zmagi. Jean-Pierre Longonda pa zdaj na 32. tekmi prihaja do 4. zadetka v slovenskem prvenstvu. Dobro držijo žogo Koprčani in tu je velika priložnost za Iličiča. Obramba Dermastje. Turudija. Krasna podaja. Kurtovič ima priložnost in mimo gola. Iličič pošilja v ogen Basiruja Ndiayeja, ki je hiter in v priložnosti Matondo pada v kazenskem prostoru 11 metrovka.
11 metrovka za Koper v 92. minuti. Pasiru Ndiaye ali Nejc Dermastja. Ndiaye v mrežo za 3-0 v 95. minuti, torej potrditev zmage Kopra proti Muri. V tem trenutku je tudi konec srečanja odpiskal glavni sodnik Žan Jazbec. 3-0 je torej končni izid na Bonifiki. Oglas. Te napake so tudi bili kaznovani. Koper je torej kakovostna ekipa in je te napake izkoristil. Na koncu je še dejal, da je Borna Jelič-Balta, poraz 3-0 na Bonifiki. Kakšen bi bil vaš prvotni vtis današnjega srečanja? Pa eto, u prvom poluvremenu još dok smo se držali naše igre, bili smo dobri, opasni. Imali smo par situacija gdje smo malo kasnili, gdje smo možda mogli napraviti nešto više. Ali općenito ne znam, jednostavno dešavaju nam se neke sitne greške koje se na kraju ispadnu velike, gdje jednostavno primamo naivno golove i gdje onda se teško vraćati, pogotovo protiv Kopra tu na Bonifici. Jednostavno je ekipa koja igra i kad se mi malo više otvorimo, jednostavno otvorim dosta prostora gdje su oni opasni, gdje dolaze do dobrih šansi. Sami ste na Kopru v dveh različnih obdobjih preživeli več kot 3 sezone. Danes ste prvič na Bonifiki igrali v dresu drugega kluba. Verjetno malce nenavadno tudi za vas. Pa da, malo je bilo čudno i jednostavno sa svim tim ljudima sam proveo jako puno vremena i čudno je ići u ovu drugu slačionicu gostujući jednostavno, ali eto, takav je život, to je nogomet i treba se s njime pomiriti jednostavno. Ivan, najlepša hvala in pa srečno nadaljevanju prvenstva. Hvala vama. Žredel, najprej čestitke za zadetek proti Muri, zmaga s 3-0. Kako zadovoljni ste z današnjo predstavo? Ja, s predstavo smo zelo zadovoljni, sploh ker je od zadnje ostala 0. V napadu smo imeli še neke šanse, sicer nismo izkoristili, ampak upam, da bomo drugič. Smo pa super zadovoljni z rezultatom. Ko je bilo še 0-0, je imel Koper kar nekaj situacij, iz katerih bi lahko nekako zadev oziroma še bolj ogrozil vrata Mure, ampak vsakič se je zdelo, kot da ste imeli oziroma je imelo vaše moštvo tisti en dotik preveč. Na to pa v 30 minuti asistenca Tomeka, vi pa iz prve merili dolgi kot, odličen zaključek. Ja, mogoče smo na momente malo preveč komplicirali, ampak na koncu, hvala Bogu, je Tomek super pasom našel mene in hvala Bogu je šla notarno iz prve. V spomladanskem delu že 5. zadetek, skupno 7, s čemer ste skočili na prvo mesto, klubsko prvo mesto lestvice prve lige Telemach po zadetkih. Verjetno se bodo nasprotniki sedaj še toliko bolj pripravljali na vas. Ja, iskreno se ne obremenjujem preveč s tem, grem tekmo po tekmo, tako da bomo videli, kaj bo. Andraž, hvala lepa in pa srečno. Hvala vam. Zoran Zeljković, zmaga proti Muri s 3-0. Serija tekem brez zmage tako prekinjena. Kako zadovoljni ste z današnjo predstavo? Ja, zmagali smo, cilj dosežen, gremo naprej. Sigurno, da sem vedno bolj zadovoljen, ko zmagamo, tako da ok, vedno je lahko bolje. Malo na koncu smo se načrtno spustili, bilo je zelo težko igrišče, mislim, da smo na koncu si pripravili več priložnosti, bili za mene boljši in zasluženo zmaga. Takole, na prvi pogled, po rezultatu sodeč bi rekli, da je bila zmaga precej enostavna, seveda pa ni bilo tako. Vseeno pa ste danes zelo dobro izkoriščali te medprostore v Murini obrambi in tako prihajali do velikega števila priložnosti. Ja, mislim, da že igralci zelo dobro razumejo, kaj hočemo. Pač vedno odvisno od sistema nasprotnika, nekje ti pušča več prostora, tudi gledamo, kdo je individualno boljši, slabši, te stvari probamo izkoriščati, včasih nam rata, včasih ne, ampak me veseli, da igralci vedno bolj razumejo neko našo idejo v igri in to je neka pot, ki si želim, da gremo naprej. Gospod Zeljković, enkrat čestitke in pa srečno v nadaljevanju. Hvala tudi vam. Danes ste morali priznati premoč Kopru. Kako sami gledate na današnji obračun in pa kaj je bilo tisto, kar temu reči ni šlo po planu? Ja, neka podobna tekma kot v samem Celju. Rekli smo pred tekmo, da moramo preživeti teh 30 minut.
na neko disciplino, na neko kompaktnost, da se spet ujamemo. Dejansko nismo tega storili. Kar je najbolj zaskrbljujoče, je absolutno to, da nismo bili nič nevarni v prvem polčasu, absolutno premalo v napadu, konkretnosti ni. Tako da ja, želeli smo spremeniti potem, konec koncev Koper ni zabil za 2-0. Polčasu smo dali tudi malo spremembo sistema, da tudi dva napadalca, da pridemo nazaj v igro, da se vrnemo v igro, ker rabimo nujno točke in ja, malo smo se lovili, sicer je boljše izgledalo, smo si ustvarili tudi neke dve priložnosti. Bilo je tako aktivno, tam je aktiven rezultat nekje do 2-0. S tistim 2-0 je bila zgodba končana. Tako da ja, na momente prenaivno, v samih duelih in potem se to stopnjuje tudi na sami žogi, preveč nervoze in ja, Koper ima absolutno zadosti kvalitete v posameznikih, ki potem novči in ja, na koncu, če gledamo, čisto realna slika, šli smo sami proti goli, tudi oni so šli, oni so zabili, mi nismo. Stvar zaključena. Sedaj naslednja tekma, zelo pomembno, ta neposreden boj za 8. mesto proti Primorju, verjetno prostora za takšne napake, kot so bile danes, ne bo. Ja, res je, imamo momentalno res gre se narobe, tudi neka poškodba že na ogrevanju, pred tekmo. So stvari, ki se ja, nam rušijo neke, ampak okej, igralci se, če črto potegnemo, nekateri vračajo pomembni. Absolutno tudi zdaj v kabini smo že se takoj ozrli na soboto. Probali smo tu potegniti neki pozitivni rezultat, ki bi nam dajal potem boljšo izhodišče, ampak v vsakem primeru bi naslednjo soboto mogli iti na zmago in to bomo skozi teden tudi probali storiti, da izgledamo dosti boljše in da smo pravi na potem pomembni tekmi. Še tole, v prvem polčasu ste morali poseči po menjavi, Borna Prolete se je poškodoval, že veste kako, za kakšno poškodbo gre? Pa mislim, da ni nič hujšega, je pa bila poškodba neugodna, ker vpliva na samo gibljivost in ja, probo je stisniti zobe, na samem ogrevanju je to začutil, ampak mislim, da je trajalo, da je bila menjava v 20 minuti, niti tablete niso pomagali pri tem, tako da nič hujšega. Upam, da bo v sredo že nazaj v treningu. Gospod Slevic, najlepša hvala in pa srečno v nadaljevanju prvenstva. Hvala.